Trajnostni turizem je pravzaprav edina možna pot razvoja, ne samo za destinacijo Bled, ampak za celo Slovenijo. To je edina sprejemljiva bodočnost. Trajnostni turizem je zagotovo eden od pomembnih dejavnikov, bi rekel, blaginje, širjenje rasti gospodarstva. Bi rekel, to ima en zelo močen potencial, ne samo v turizmu samem kot tako, ampak potem tudi na vpliv na gospodarstvo, predvsem tukaj na promet, zelene tehnologije, energijo, energetski sektor. In kot tak je pravzaprav edina opcija turizma, ki jo lahko, bom rekel, v prihodnosti pričakujemo ali pa razvijamo. Bled ni zastonj prejemnik zlatega certifikata zelene sheme slovenskega turizma. Da destinacija pridobi ta certifikat, pomeni, da mora imeti vrsto nekih področij že urejeno, ne? To je 6 velikih področij, s katerimi se zelena shema ukvarja. Med njimi seveda okoljska problematika, socialna problematika, prostorska in tako naprej, varovanje naravne in kulturne dediščine. In na vseh teh področjih smo na Bledu naredili že ogromno. Imamo v bistvu več, bi rekel, korakov, točk, kjer v bistvu zasledujemo ta cilj. Neke točke so v bistvu bolj ozaveščanje, tako obiskovalcev kot prebivalcev, ali je to, sporočili, ki jih dajemo navzven. Potem so pa še druge zadeve na destinacijski ravni, umikamo z jezerske sklede vsa parkirišča. Tukaj za nami je bilo nekoč centralno parkirišče na Bledu, smo ga umaknili ven in izven centra Bleda, in se pravi te parkirne površine oziroma površine mirijočega prometa se zdaj planirajo za izgradnjo na naših vpadnih cestah oziroma naših razbremenilnih cestah. Zdaj na Bledu že vrsto let se nekako trudijo oziroma se trudimo v tej smeri in kar na nekih področjih to že deluje. In sicer na primer avtobus hop on, hop off, ki vključuje tudi ostale rečemo kraje okoliške, potem šatel, ki vozi goste tukaj po Bledu, potem ta kartica Julijske Alpe, ki nekako vključuje brezplačne prevoze za goste. Zelo veliko je električnih polnilnic, kar 38, kar mislim, da je ena izmed največ po občinah. Potem izposoja koles, urejanje kolesarskih pešpoti, tudi ta pot Julijana, ki je sicer v okviru Julijskih Alp, ampak tudi to je neko področje, kjer to že deluje. Največji izziv trajnostnega turizma v razvoju bo nedvomno promet. Organizirati promet na način, da bo vzdržen tako za ljudi, turiste, ki vstopajo v to območje, kot za lokalno prebivalstvo. Največji izzivi tako danes kot tudi v prihodnje bo ujeti to zelo občutljivo ravnotežje med pričakovanji, interesi in potrebami lokalnega prebivalstva, okolja in turističnega gospodarstva. Bled je še posebej specifičen zato, ker je to v bistvu majhno turistično središče, tudi prometno v bistvu dostopno po ozkih prometnicah in je to eden izmed največjih izzivov, ki je pred nami. Torej glavni izziv, s katerim se srečujemo, je v bistvu še vedno ta, da je preveč skoncentrirano vse na glavno sezono in tukaj želimo goste privabiti tudi izven sezone. Želimo jim ponuditi z nekimi posebnimi programi tudi posebna doživetja in želimo, da bi postali destinacija za 365 dni. Moje mnenje je, da nek množični turizem pravzaprav ne more biti koncept tega prostora. Zelo težko bi namreč ob množičnem turizmu zagotavljali vse elemente, ki so pač nujno potrebni za to, da je sobivanje naravi prijazno in, bi rekel, trajnostno. Tako da tukaj bo nedvomno potreba graditi na elementih, kot je pač doživljanje, prilagajanje
tako prometnim možnostim, klimatskim možnostim, seveda pa gre za zelo močno komponento doživljanja socialnega in kulturnega okolja destinacije, ki jo predstavlja Bled. Tukaj je treba stvar razdeliti na dva dela. Nekaj, kar lahko destinacija kot sama ponudi, v bistvu kot administrativna enota, recimo občina Bled, to je v bistvu vse to, kar sem že omenil, se pravi umikanje vseh parkirišč in območij umirjenega prometa izven Bleda, se pravi skupaj z državo izgraditi južno razbremenjeno cesto. Potem so pa tukaj še vsi ti manjši deležniki, kot so na primer hoteli, ponudniki apartmajskih nastanitev. Tukaj je bil pa cilj v preteklosti v bistvu podaljša dobo bivanja na Bledu, kar pomeni, da je to tudi en velik ogljični odtis manj, če se te dobe bivanja podaljšujejo, ampak tukaj trčimo v problem nekega trenda, svetovnega trenda. Ni več teh počitnic za 14 dni, ampak je 2 dni tukaj, 2 dni tam. In v bistvu plavati proti toku je zelo težko, ampak je bil to v bistvu in še kar je naš cilj v prihodnje na Bledu. Torej, čez 10 ali 15 let vidim Bled kot neko zeleno, butično destinacijo, ker vem, da ponuja še zelo veliko neodkritih produktov in verjamem, da bomo uspeli in privabili goste tudi v teh mesecih, ko je zdaj manj povpraševanja. Bled vidim kot eno svetlo zvezdo na področju trajnostnega turizma v Evropi tudi v prihodnje.